Kdor je upal, da je bil spomladi konec, bo danes razočaran. Gremo naprej, oddaja se nadaljuje. Moj prvi gost v tem ciklu je Tomo Križnar, borec za pravice zatiranih v Sudanu, v Darfurju. In še marsikaj drugega bomo izvedeli iz tega pogovora. Pozdravljen. Pozdravljen. Mogoče prej za pravice ostati človek. Ne toliko za neke egzote, daleč proč, ampak za nas vse, da se ne bomo spremenili v robote. Staroselski ljudje imajo največ občutljivosti. Tiste občutljivosti, ki smo jo mi že skoraj pozabili zaradi tehnike. Tomo, ampak da do tega, kar zdaj govorite, prideš, moraš nekaj dati skozi. Če ne bi srečali teh, za katere vi pravite, egzotov, nikoli ne bi tako razlagali, kot zdaj razlagate. Pa indijancev v Ameriki, pa še koga. A ni tako? Res je, ampak egzote jih imenujejo drugi. Jaz jih imenujem prvinski ljudje, ampak ker nihče ne ve, kaj to sploh še pomeni, razen če dobiš prvinsko izkušnjo, če si z njimi, če živiš nekaj časa, pa se z njimi ukvarjaš, no, jih poslušaš. Mislim, da oprosti, Marjan, jaz sem se zgubil, ker mi je tak naval čustev prišel ven, da me je enostavno odpihnilo pamet. Kaj je bilo že vprašanje? Dobro, greva. Ja. Kaj so egzoti, kaj je človek in komu poskušate vi pomagati? Samemu sebi. Ja. Da in mojim otrokom in vnukom, da ne bodo sužnji sistema, ki se zdaj razvija in ki ga jaz čutim vse povsod prisotnega. Zdaj sem se spomnil, kaj je bilo vprašanje. Del vprašanja je bilo, da sem mogel nekaj za to narediti, da si do tega spoznanja prišel, ga jaz zdaj imam. Ja, to mislim, da bo res, no. Jaz imam zdaj 65 let in celo življenje sem kolobaril pri ljudstvih, ki so bili podjarmljeni od te iste tehnokracije, recimo, v kateri sem jaz študiral in kot strojni inženir razumem, kako mislijo, ali pa od te ekonomike, no, ki sem jo prav tako zaključil. Kot diplomirani ekonomist razumem menedžersko logiko, profit. Ampak pravega delovnega razmerja ste imeli zelo malo življenja. 5 let. 5 let, to je med letoma 75 in 80, nekaj takega. Med letom 80 in 85, ja. Ja. Potem pa pride ena točka v vaši biografiji, ki me je zmedla. Razočaranje. Nad vsem. Kaj se je zgodilo? Ja, tako kot zdaj naprej vidim, oprostite, pa res prosim, ne smatra, da imam preveč samozavest. Jaz imam premalo, ker me sram samega sebe, kot človek, ki mora vse to gledati. Mislim, da je prišlo takrat od 80 do 85, ko sem delal kot menedžer za vse projekte, ki sta jih imela Iskra pa IBM International. Takrat sem vpogledal, da bomo kolonizirani, da bomo razbiti, da se bodo izgubile vrednote, v katere sem verjel in jih me je privzgajal oče, ki je bil Dahovec, no, by the way, je že videl, kaj pomeni industrijsko iztrebljanje. In videl sem, Iskra bo propadla, ker enostavno ne delamo. Mi ne delamo, tudi jaz nisem, ne. Socialistični sistem ni bil socialistični sistem, ki sem ga jaz študiral na ekonomski fakulteti v Mariboru, ampak je bil praktično nekaj drugega. In čutil sem tudi, da Jugoslavija kot taka, kot dežela, ki je promovirala bratstvo in edinstvo, ni to, kar se je promoviralo, ampak je v bistvu vse v konfliktih in da bo vsak čas vojna, no. Jaz sem se reševal, v bistvu sem, oprostite izrazu, svojo rit reševal. Zato sem šel takrat delati v begunske taborišča, da bi si razširil zavest, ker nisem mogel s tem živeti, da bom pač zdaj gledal, kako to vse tisto, za kar sem se pripravljal, da bom nekoč tudi nekaj naredil, ta okvir bo razpadel. In kot ste videli, 3, 4, 5 let kasneje je tudi razpadel. S Titovo smrtjo pravzaprav je šlo vse cugrunt, ne? Jaz sem bil takrat 4 dni pri vojakih, ja. Ko smo po zvočniku izvedeli, umro je naš Tito. Ja. Takrat so vojaki jokali, večina vojakov ob 8 zvečer, ko smo mogli gledati dnevnik, v tisti učilnici je jokala. Jaz nisem. Meni se je še malo čudno zdelo, zakaj, ne.
Ampak kasneje sem pa Ampak to je, razumel, kasneje sem pa razumel, zakaj so jokali. Ciganski način razmišljanja, potepanje, so začeli že prej. Ja, Kot mene je zmeraj to, filbec kot je matrov. prišlo to spoznanje, razodetje. Mene je zmeraj zanimalo, kaj je za 9 gorami in 9 vodami. A ne? To je pač že v pravljicah ta oseba, ki gre pogledat, kaj je tam, ker ga zanima. No? In potem, ko pride nazaj, govori in kaže slike in skuša prepričati, ne? Približuje se nekaj. Ne? Dobro, Vojska, turška vojska prihaja. Ne? Prva potovanja niso bila na taka konfliktna območja, so bila bolj potepanja. Ja, tako kot vsi takrat sem sanjal Amsterdam, pa Indija, in to sem tudi šel pogledat, to je bilo eksotično. Na No, to je kak bilo način? eksotično. Nekaj z motorjem? Ne, na avtoštop najprej. Na avtoštop prvo, ja. Najprej, ja, potem pa tudi z Kam po motorji. Evropi na avtoštop? Ja. Takrat se je dal priti v 3 dneh v Amsterdam, vsakič, brez problema. Tam je bil en park. Zanimivo, pa ni bilo toliko avtov kot zdaj. Pa dosti več je bilo štoparjev kot zdaj, pa se je dalo priti. No, to je prednost zdaj tega dela mojega življenja, da lahko gledam nazaj in se še dobro spominjam, kakšen občutek je bil takrat iti za cesto, kakšen idealizem je bil med šoferji, da so te peljali, kakšno navdušenje, kakšen entuziazem je bil ob srečevanju z temi ljudmi, ki so me vozili in kako hitro smo prišli skupaj in koliko smo si zaupali in koliko so ti ljudje povedali. To so bili intervjuji, takrat še ni bilo videokamer, recimo, te navadne so bile pa predrage, da bi to posnel, ampak to so posnetki, no, vse veste, Woodstock pa. Kaj smo mi sanjali in kako smo v bistvu verjeli, da bomo boljši od naših staršev in kako nam to ni uspelo in kako se ta seksualna revolucija ni speljala do konca in zaradi česar jaz verjamem, da imamo zdaj en kup težav. Ne? Kaj ste bili hipi v tistem času? Mene niso marali, mene niso hipi marali. A tudi hipi, ne? Ne, tudi hipi, tudi taborniki. Jaz sem v nikoli nobeni organizaciji učlanjen, nekako sem bil zgleda res samohodec, ker se nisem nikjer upal res zaprisežiti ali pa zapisati, ali pa nisem bil v partiji, nisem bil v cerkvi, veliko sem pa bral. No, in moja družba so bili pisatelji. To dosti prej bral knjige, dosti predno so bile predpisane recimo za obvezno čtivo. In seveda, ko človek odrašča, ko vedel, malo dobo pot naredi, začne hrepeneti, da bi te iste kraje, pa te ljudstva, pa te kulture sam obiskal. No. In mislim, da se tako začeli. Iti pogledat na svojo roko. No. Prva pot je bila torej tisti avtoštop proti Amsterdam, pa potem okrog Evrope, pa potem druga je bila pa s kolegom sva šla gledati grško civilizacijo, ostanke rimske, recimo. Na kak način pa to? Tudi na avtoštop, ja. Na avtoštop? Ja, moj prijatelj Gašper, ja, midva sva šla na avtoštop okrog Sredozemlja in prišla nazaj presenečena, kako na guni strani niso črnci, to so Arabci, napolarabci, mešanci, ampak tudi nad gostoljubnostjo, nad kakšen mir je dajal takrat vsaj islam domačinom. V primerjavi z nami, ki smo se sam gnali, celo v socialistični samoupravni družbi smo se gnali za večji luster, boljš preprogo. Dajmo še enkrat to razčistiti. Kaj je tistih 5 let delate, potem pa date odpoved in vse presekate. Kako to gre? Kako to izgleda? In kako potem v začetku živiš? Komu ste povedali, evo, zdaj glej, jaz več tega ne prenesem. Kako to gre? Od 80 do 85 sem v Iskri. No, ste izgledali tako kot jaz? Še huj. S trotel kufrom sem mogel hoditi. Ja, še s kufra nimam. Tiste leta... Plače so bile dobre v Iskri. Jaz sem imel pozicijo, ki so mi jo vsi zavidali. Jaz sem lahko nosil z Nemčije te papirčke za jointer rolat ali pa iz Francije tiste kondome z roglički in sem v bistvu v Iskri vse podkupljene, razen glavnih direktorjev, da so delali za ta projekt. No. Kadar sem jaz nekam šel, pa sem tudi jaz dobil dnevnice, sem prinesel nazaj viski, pa Marlboro in tako, mi smo delali, v Iskri smo se razumeli zelo dobro, meni bilo sploh ni bilo treba iti, ampak jaz sem začutil res, da bo to, da tako ne gre, no, da to ni tisto, da nima smisla vlagati več energijo sem, ker bo to propadlo. No.
razvoj ni delal, Takrat je bil vodstvo ni Hojs je delalo. bil takrat direktor Takrat Iskre, je bil ne? Hojs, ja. Jaz sem bil v Iskri telematiki in moj direktor je bil pokojni kuhar in on me je postavil na pozicijo, ko se bo sistem menil, moramo biti že poročeni z neko tujo tehnološko velesilo, korporacijo, A to je bil IBM potem? s katerimi bomo preživeli, ker naš razvoj ne dohiteva trendov in socializem tak, kot je, ni konkurenčen in mora umreti. No. In meni je bilo težko, meni je bilo hudo pri srcu, zato sem vzel bicikel, ko sem spoznal, da bo to res Razpadlo. tako. No. In tudi istočasno moja družina, mislim, žal se s partnerko nisva razumela in jaz sem takrat pustil sina 3 leta starega in zagrabil kolo in šel s kolesom, ker sem hotel nastradati, se ukrepiti in potem delati nekje v Aziji, v begunskih taboriščih. To je bil moj cilj. Afganistan, no, jaz sem takrat dal vlogo, prošnjo Združenim narodom, ampak ko sem jaz do biciklaril do Pakistana, so mi povedali, da imam preveč izobrazbe in da me ne morejo uporabiti. Zvedel sem pa tako zadaj, da me sumijo, da sem ruski vohun, komunistični vohun. Izgledate tak, faca je. Čist židovski izgledam, ja, čist. Dobro, in potem kdaj pride potem ta prva pot v Afriko? Že prej med študijem, no, sem se vrnil k ljudstvu Nuba, videl sem slike famozne, slavne Hitlerjeve propagandistke Leni Riefenstahl. Ona je filme snemala. Ona je snemala, fotografirala in 2 knjige v Nubah izdala, v katerih piše dobesedno, da nikjer ni bila bolj srečna kot tam. Da je kako lahko ena taka ženska, no, ki je bila zaprta po vojni, pa jo je potem Hollywood povzdignil. Ona je bila Hitlerjeva propagandistka. Yes, ona se je prodala. Ja. Ona kot umetnica se je prodala za prepričevati Evropejce v nadčloveka. Ona je v knjigi napisala, da je tega nadčloveka najdla pri Nubah. In to je mene, kako ena fašistka ženska, ki je vse imela, pa jo tisto ni usrečilo. Tle piše, da je v tej vasi Talodi pri Masakin plemenu v Srednjem Sudanu, v Nubskih gorah, bila bolj srečna. To je mene dol potegnilo. Pa tudi slike, ne, sem videl, jaz tam, ona res slikala olimpijske bogove, to so bile postave, to so bile dekleta in žene, in fantje, no, seveda. To sem potem kasneje razumel, zakaj so tako čvrsti in krepki. In no, zdaj pa to tudi mene impresioniralo. Kaj je pravzaprav v teh Nubah? Ni samo fizična pojava, tisto, kar je Leni opisovala. Kaj je v teh gorah not? Pa mogoče jaz nisem takrat še razumel. V teh ljudeh so vrednote, ki jih ostali sledimo manj. Koliko jih je takole? 500 000 še, da se branijo, da se zoperstavljajo celemu svetu, ki sodeluje z to arabsko, islamsko, vojaško diktaturo v Kartumu. Vrednote, ki so res idealizem, ne tak, ki je bil pri meni v Iskri oziroma v Sloveniji, v Jugoslaviji, ampak zaresen. Če ne bi držali skupaj, bi ne preživeli. In kako, ne bi preživeli kako oni živijo pravzaprav? Mi se jih spoznali tam, bili živeli med njimi. Kako to pravzaprav izgleda? Dajte nam, ki tega nikoli ne bomo niti videli, razložiti. Ali je to podobno tistemu, kar smo videli v Bogovi so padli na nebo? Delček tega, ja. Je, ne? Delček te nedolžnosti, recimo, ki naivnost. imata te 2 otroka, ne. Ja. Tisto, ki pravita, neseva to flašo Coca-Cole in jo bova vrgla onkraj sveta, dol z tega sveta, ker bo prinesla probleme. Ja, so taki, radi čipijo, so čipeli na vrhu gora. Večji so od nas, manjši? Fizično so večinoma večji, ker ženske zbirajo. Možje se izkažejo na rokoborbah. A to je ono pedigre pa to, da morajo boljši grejo naprej. Lahko rečemo darvinizem. Boljši imajo pravico oploditi. Ja, ker ženske zbirajo. Ženske zbirajo tistega moškega, tistega rokoborca, ki čutijo, da jih bo branil, da jih bo boljše branil.
pri nas ni potrebno, ne vem, imeti telo kot Mercedesa, ne. Pri nas imaš Mercedes, pa že dobiš ženske, ne. Tam pa ni tako, ne. Tam so pa pogoji toliko oštri, zaostreni, da so preživeli zaradi te iznajdbe te inštitucije. To so rokoborbe, ne. Oni se vsako polno luno burijo. Še danes še zdaj letos sva z ženo ponovno snemala rokoborbe, tudi z droni, recimo z vrha, in se vidi, mislim, kako ti fantje spretno tekmujejo, ampak ne za prestiž, ne za denar. Oni tekmujejo, da se skažejo, ker potem dekleta vidijo, kdo je najbolj spreten, pa pogumen, ne? In evo, to so že vrednote, ne? S takim se socializirajo. In zaradi tega, ker imajo še zunanjega sovražnika, ne samo tega v sebi, kateremu se je treba upreti, ne? Ampak tudi zunanjega. To so ti islamski fundamentalisti, ki hočejo prevzeti Afriko, no? Tako kot tudi, da vem, Kitajska, pa Rusija, pa Amerika, pa Evropa. Zato, ker imajo tega sovražnika, se še ena vrednota zelo okrepila, to je, vsi moramo biti kot eden, ne? To ni fašizem, pardon, to ni butarca. To je socializacija bika, ne? To je res nekaj tako močnega, da jih do danes niso uspeli pregnati z teh hribov, čeprav so vse druge zmagali po celi Afriki. Hočejo jih narediti sebi podobne, hočejo jih ukrotiti. Arabci, seveda, tudi s pomočjo islama, islamizacije in arabizacije. Oni imajo vero kako? Imajo svojo staro animistično, ki je tudi zraven, seveda, ves čas, to je preprosto, da je človek sestavni del narave, ne pa nekaj nad naravo. In človek ni gospodar vsega, kar leta, plava in hodi, ampak človek se mora na naravo prilagajati. Ne govorijo o Bogu, ampak govorijo jaz ne vem, nimajo sploh teh istih pojmov. Dobro, tisti, ki so postali kristjani pa muslimani, govorijo o Allahu pa o Bogu, ja. In zdaj tudi na veliko, ne. In misli se zgubljajo, ampak kljub temu, ker je vojna in ker jih poskušajo iztrebiti, še vedno držijo starimi vrednotami, ki so del njihove duhovnosti. Če ne bi imeli te duhovnosti, ne bi preživeli. Kaj je interes muslimanov, da jih hočejo iztrebiti? Zemlja, pa voda. Voda? Zemlja pa voda. Ja, to je prva črna puhlica južno od Sahare, južno od Kartuma, pa voda, ne, prvi vodni tanki v tistih granitnih nedrjih ugašlih vulkanov, ne. To hočejo imeti. Oni so zaradi te vode tam preživeli pravzaprav, ne? Tako je. Oni tam lahko preživijo, sam mir morajo imeti. Ali pa ne, če bo mir, bodo mogoče postali skorumpirani, tako kot smo mi vsi ta drugi. Za enkrat, dokler traja vojna, tam lahko vidimo kot v nekakšnem laboratoriju, kakšni so bili ljudje verjetno pred 10.000 let, pred zadnjo ledeno dobo na planetu in kako smo mi degenerirali in postali dekadentni, ker žabo samo dudko pa... Tomo, kako izgleda njihov jezik? Kako se oni sporazumevajo? 99. To ni verjetno to, kar zdaj midva počnejo. Ja. Malo imajo verjetno te verbalne komunikacije. 99 jezikov. Imajo oni med sabo? Ja. A vsaka hiša ima svoje? Vsaka gora. Vsaka Na gora? vsaki gori je drugo ljudstvo. A to ni dialekt, to so jeziki prav? To so prav jeziki. Oni se med sabo... Eni so podedovani najbrž od starega nubijskega cesarstva, ki je 1000 let pred Kristusom vladalo celotni dolini Nila od Viktorijinih slapov v Ugandi do Aleksandrije. To so bili Nubici. Kleopatra je bila recimo Nubika. Dobro, kdaj ste jih prvi sploh našli? Takrat, ko sem prišel s to knjigo Leni Riefenstahl. Knjiga je bila tista, ki vas je spodbudila, da greste to videti, če ona laže, ali je to res tako? Res, kaj je ženo, ki je imela vse, pritegnilo ali pa pripričalo ali pa naredilo bolj srečno. Ker vemo, kakšen človek je, kakšna je naša narava in kako težko je zadovoljiti in kako nimamo nikoli zadosta. To je značilno in mogoče bomo zaradi tega izumrli, ker se ne obvladamo, nismo prilagojeni na razmere. Tam sem videl, kaj je bilo, ko so mi prinesli Leni modrc. To mi je Leni dala, to je moj gostitelj takrat izjavil. Leni je tam najdla tisto, kar ni najdla pri Hitlerju.
Jaz pa tisto, kar nisem našel v socializmu. Ibermenš, nad človeka. Ampak dobro, ta nadčlovek intelektualno nam ni dorasel. Kako da ne? A je? Seveda je, seveda v vseh ozirih. Jaz osebno bom postavil eno trditev, pa lahko okrog nje debatirava. Bonobi v Kongo, ki so vrste opic, ampak niso šimpanzi in so z nami baje v žlahti, tako kot šimpanzi, sapiensi so v žlahti, mi nimamo nič več, kar imajo oni. No. Še več trditev, bonobi imajo več kot mi, ker znajo uporabljati spolnost za preprečevanje konfliktov med seboj. Šimpanzi tega ne znajo, šimpanzi si pobijajo otroke, se bijejo, kdo bo alfa samec, tako kot ljudje mi. Recimo, no, pri bonobih se lahko zgledujemo, pri nubah sem pa edino od ljudstev, ki sem jih kar nekaj našel, no, poiskal, pa bil kratko z njimi, recimo od Amerik do Pacifika, do Azije. Te staroselska ljudstva, ki jih mi imenujemo boljše indigeni mogoče, ker to več pove, kot staroselska ljudstva, nikjer pri nobenih od teh ljudstev nisem našel toliko idealizma ostati človek. Se prilagajati naravi, ampak tudi ostajati to, kar je prvotno bilo, zaradi česar so ljudje preživeli. Kaj pomeni po vas prilagajati naravi? Kaj pomeni to, da ne ubiješ živali, ali pa da vse to uporabljaš, koliko rabiš, ali? Glede, za vse staroselce, za vse indigene, za vse indijance je več ali manj značilno, da predno ubijajo, prosijo za dovoljenje. Ne. Potem se razlikujejo od nas, ki niti hvala ne rečemo, kaj še ljudi bi prosili za dovoljenje. No, nube imajo pa še, poleg tega pa še druge, recimo, zavest, da tudi kamen ima en čut, da se ne spodob kamen brcati, ker kamen je občutljiv, ne ga brcati. To so mene učili takrat prvič leta 1979, ko sem že končal 2 fakultete, sem prišel med njih tako kot sem videl v knjigi, da so nagi, pa z enim oslom, pa 2 kurami, pa ne, 2 kozami, pa 4 kokošmi, pa vrečo prosa. Ste imeli to s sabo? Pa soli, pa to so živali nesle. Mi smo vsi prišli nagi tja. Kje ste to vzeli, te živali? V zadnji vasi, v zadnji arabski vasi, v zadnji vasi, no, nubski vasi, ki so jo že zasedli Arabci in je bil tam en mehen suk, trh, in tam sem jaz to kupil in potem so mi pokazali, da kaj to kupiš, da jim daš ali da imaš? Jaz sem prinesel s sabo za darila, ja, jaz sem prinesel s sabo za darila. In oni so to vzeli ali kako to zgleda? Ja, seveda. Osla niso kuj pojedli, oslov niso imeli in niso smatrali, da je oslov užiten, no. Ampak smo ga potem čez čas skupaj pojedli. Rekli so, da se je zadal. Ni toliko dober kot... Za salame je dober. In kdaj potem vi dojamete, kakšna nevarnost jim grozi, da je treba sprožiti svetovno vest? Ja, prvič, ko so me peljali proti vzhodu, 2 dni daleč pokazati eno vas, ko smo dospeli tja, je bilo tam 400 trupel. To je bila Šiluška vas, to ni bila Nubska vas, ampak je bila Šiluška vas. In takrat so mi razlagali, da je prišel avion in da je zmasakriral celo vas. Kaj je razlika med Nubami pa med Šiluši? Veliko. To so 2 plemeni. Zelo drugačna kultura, zelo bojevita. Kako ste jih vi razločevali med sabo? Po brazgotinah, ki jih imajo šiluki nad glavo, takole gor. To je nek običaj, da se to naredijo za nalašč? Da se ločijo pač od drugih. Vse te brazgotinjenja ali pa tudi barvanja so zato, da se ločijo ljudje med seboj, da skrbijo za sami sebe. Tudi tam je rasizem, in tudi tle sem ga našel brez skrbi. No, ampak jaz nisem razumel nič takrat. Zakaj, kdo je pobil te ljudi, vladna letala, zakaj vladna letala? Ko sem prišel domov kasneje, sem prebral nazaj poročila Stern, Spiegel, Times
New Yorker, in nikjer ni bil omenjen ta masakr. Več kot 400 ljudi bilo tam poklanih. Ne. Šele leta kasneje sem naletel na knjigo sudanskega profesorja Samuela Balda, ki je popisal, da je vlada sprovocirala šiluke, arabska vlada, da so se uprli in na ta način so dobili opravičilo, da jih vse pokolejo. Ja. In da se je šlo za nafto. Ameriška firma Chevron je odkrila nafto in te ljudi bilo treba preč pospraviti. Prva polovica najnega pogovora je že zdavnaj mimo, tako da se bova zdaj oddahnila. Naredila bova en preobrat, ki ga bodo gledalci videli takrat, ko se ponovno vrnemo. Kot pogled in nasmeh, kot čoln in bled, kot mama in oče, kot čebela in cvet. Za skupaj nekatere so stvari, kot Radenska in Srca 3. Lovenjak v dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, sprostitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo ovoro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejen apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedole zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Prostite, čevapčiče in pleskavice bi starši od moja pridejo na piknik, jaz pa... Ja, za taščo pa samo najboljši. Ja, Vzemite Ave. hvala. Ave Grill, prvi in najbolj prodajeni mesni izdelki za žar v Sloveniji. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22.000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Predstavljamo vam novo Ford Fiesto. Ja, torej presenečenje, o katerem sem govoril, je dejstvo, da tudi tako samoljuben človek, kot je Tomo Križnar, rabi nekoga, da ga pri tem podpira. To je Bojana Pivk Križnar, soproga in mati njunih 2 hčerk. Bojana, Tomo pravzaprav pravi, da brez vas več ne bi šlo v tej zgodbi o Sudanu in Nubih. Ja, zdaj moram najprej povedati, da imava skupaj hčere, ja, vsak iz svojega zakona, ampak v bistvu skrbiva za njiju. Zdaj pravi, da brez mene ne bi šel več Sudan, zagotovo bi šel, ker Tomo je te ljudi začutil, tako kot sem jih tudi jaz sama. Jaz sem Toma spoznala tako, da sem imela intervju na radiju z njim in 5 minut preden je prišel, so mi povedali, prihaja Tomo Križnar, pripravljajo na Rakeku koncert, naredi z njim oddajo. Jaz priznam, da takrat o Tomu nisem veliko vedela in sem rekla, v redu, bom pač naredila intervju. In ko je prišel, smo začeli pogovor in Tomo je začel kar sredi pogovora, se je razburil in je rekel, te ljudje nič ne razumejo, samo o fasadah govorijo, skozi o fasadah, pomembna jim je hiša, ne pa tisti, ki so v hiši. In jaz začnem razmišljati,
Pa se nisem z njim nič pogovarjala, mi smo pa takrat na bloku delali fasado, ne? In sem bila jaz res ta glavna in v bistvu pobudnica te fasade in sem nadzirala delavce. Umazana materialistka. Ja, v bistvu sem skrbela, ker smo v bloku s samimi upokojenci in mi je bilo hudo, da jih bi v krog prinesala, ne? In sem v bistvu skrbela za to, da bo res vse tako, kot je treba. In pa sem rekla, pa sej to ni slišal, kako zdaj, kakšne fasade. No in v bistvu, ko je bilo konc intervjuja, mi je poklonil knjigo Nafta in voda. In ko sem prišla domov, sem listala po tej knjigi in v bistvu videla te lepe ljudi. Potem sem rekla, čakaj, zdaj lahko pa tudi jaz nekaj naredim, glede na to, da sem učiteljica. Bom v šoli prosila otroke, če lahko prinesejo šolske pripomočke in jih v bistvu tem ljudem dajo. Ja, in sem poklicala Toma in vprašala, če ga to zanima in je rekel, ja, seveda. No in res otroci so v 5 dneh zbrali 100 kilogramov šolskih potrebščin in ko sem jaz to Tomu pripeljala, je rekel, kaj pa, če bi ti to sama nesla. Tako da vidiš, da v bistvu res tam ni nobene organizacije, ki jim bi pomagala, ni UNICEF-a, skratka, ti ljudje so pozabljeni, prepuščeni sami od sebe od leta 2013. A ne, Tomo? A se pravi, to je bilo že po tem, ko je Drnovšek Toma poslal kot uradnega odposlanca v Sudan. Ja, že potem, če bi bilo to takrat, bi sigurno Drnovšek tam tudi bil. Tako da jaz sem takrat pol šla na Onupske gore in tudi videla to, kar Tomo pripoveduje. To je res težko povedati z besedami, ker ko prideš tja, začutiš to njihovo čarobnost. Tam je vse lahko, pa vse težko. Za nas težko, zato ker smo navajeni vsega tega obdobja, ker v bistvu razmišljamo drugače. Prej ste sprašvali o tem, koliko so nam intelektualno blizu, a ne, se mi zdi, da v bistvu smo mi intelektualno zavrti. Mi smo odvisni od kozarca, smo odvisni od telefona, smo odvisni od številnih teh naprav, ki so nam jih dali tam, so odvisni od narave in zato naravo spoštujejo. Ampak ti kriki, ki jih vidva sprožate o tem, kar se tam dogaja, premalo ljudi to razume, sprejema in pomaga. Jaz mislim, da jih ne sprejema premalo, ampak jih je strah nekaj narediti, zato ker jih je strah, da jih bo odneslo od svojega obdobja. Jaz, ko to pripovedujem otrokom starim 6, 7, 8 let, oni mene že naslednjo uro pri matematiki računamo, pa me sprašujejo, učiteljica, zakaj pa je to tako? Učiteljica, kaj pa zdaj dela ta naš sovrstnik, o katerem ste prej govorili? Učiteljica, zakaj se pa usedajo v letalo in mečejo bombe? Oni nimajo otrok. To so otroci, ki so stari 6, 7 let. Ko malo odrastajo, je konec te prvobitne radovednosti, te empatije, vsega tega. Nenadoma padajo v mobitele, v virtualni svet, v egoizem. Jaz mislim, da jo ni premalo, ampak da je sam šolski sistem, sama družba naravnana tako, da tega ne razvijamo naprej. Mi v bistvu en določen čas razvijamo, potem pa, če pogledate, kako je sistem naravnan, starši prihajajo domov 5, 6, potem rečejo, pet malo na računalnik, da so otroka malo frej, ker so tudi sami utrujeni in to pač iz dneva v dan poteka in otroci so že v bistvu potrošniki računalniških igrc. Jaz sem bila danes presenečena, ko sem sprašvala pri pouku spoznavanja okolja, kdaj jih je strah, česa jih je strah, in oni so mi pripovedovali že v 2. razredu, da jih je najbolj strah, pa zdaj ne znam ponoviti, pač tega pa tega. In pa sem rekla, pa kje ste pa tu, odkot pa je ta oseba, ki vas je strah, in je že prihajala iz računalniških igrc. Jaz mislim, da medijska vzgoja je tista, ki bi morala biti že od 1. razreda naprej, da otroci znajo spremljati televizijo, znajo spremljati radio, uporabljati in tudi te vse programe, ki jih imajo. Mislim pa, da zgubimo na tem, ker ne gradimo na vrednotah. Pojdeva zdaj k eni stvari, ki jo bomo mi predebatirala, potem vrneva Toma nazaj. Pismo
najbolj slavni Slovenki vseh časov, ženi predsednika ZDA, Melanie Trump, ki odhaja oktobra v Afriko in vidva jo hočeta opozoriti. A mislite, da bo kaj z tega? A ga je prebrala? Veste, da ga je prebrala ali da ga bo? Upanje umre zadnje. Tomo vedno pravi, da bi šel tudi s hudičem spat, samo če se bi kaj spremenilo. In jaz mislim, da tako kot pri otrocih, a ne, če bi jaz stopila v razred in bi rekla, ti otroci bodo itak v 3., 4. razredu na mobitelu in bodo šli svojo pot, nima smisla, potem mi ne bi bilo treba sploh učiti in razlagati, bi se lahko usedla pa zraven pila kavo. Jaz mislim, da je potrebno ustrajati na vseh področjih in enkrat se bo že skotalil tisti majhen kamenček, ko bo celo goro premaknil. Vaš mož je ponosen na tisti koncert, ki ste ga imeli, kjer ste zbrali koliko? 42.902 evra. 200. Ja, in mogoče je zanimivo prav tukaj. A ne? Jaz sem imela predavanje, povedala sem, kaj sva doživela, kako je bilo. In na tem koncertu je bil tudi ta deček Aid, ki je imel 10 cm krajšo nogo. In 3 dni kasneje je prišel k meni in je rekel, učiteljica, a lahko tudi jaz tem otrokom kaj prinesem in jim nesem. In ko je mama 2 leti kasneje, ko sva midva odhajala v Afriko, vprašala, a gresta tudi letos, sem rekla ja. Pravi, veš, tudi mene ne bo, zato ker odhajam na operacijo z enim od sinov. Sem se jaz najprej spomnila na tega otroka, kako je prišel do mene in sem rekla, temu otroku je treba pomagati in tej družini. In tako smo skupaj s šolo organizirali koncert in od 75 učiteljev jih je zagotovo 70 sodelovalo vsak s svojim znanjem. Ne vsak s svojim znanjem, nekdo je tiskal vstopnice, drug je oblikoval plakat, 4. je pripravil, da je šlo to v živo. Skratka, res je tako kot eno mravljišče vse skupaj delovalo in na koncu smo bili ponosni na to, da smo zbrali 1500 Logatčanov v športni dvorani, pa čeprav sta bila dečka muslimana, pa čeprav sta prej večkrat potarnala, da nista sprejeta. Naš cilj je bil, da skupnost deluje kot skupnost in da te 2 otroka začutita, da sta sprejeta. Dobro, dovolj ženskega dela, gremo nazaj na glavno zvezdo današnjega intervjuja, Toma Križnarja. Zdaj moram reči, da bo mir v hiši, da sem poskrbel za to, da je tudi Bojana dobila svoj delček. Ampak midva zdaj pojdiva... Hujša je mnogo bolje prizadeta kot jaz. Jaz sem se že malo navadil, ona pa še ne. Vaša tečnost skozi od leta 1979 naprej pravzaprav je taka že pregovorna. Mnogim ljudem je poln kufer Toma Križnarja, ki non-stop nabija, glej, ko počnejo tam. In zdaj trenutno je spet aktualno, da se je gobavost med vašimi prijatelji v Nubah pojavila. Gobavost, za katero smo mislili, da je izkoreninjena na zemlji. Se je večinoma po celem planetu ali pa vsaj pod nadzorom. V Nubskih gorah se je pa začela širiti, mislim, da to novo vojno, ki se je začela 2011 z odcepitvijo Južnega Sudana in takrat so vsi, cel svet, Nube sopet prepustili tem islamskim janičarjem. Skrajnežem. Skrajnežem, ja. To je uradna vojska Sudana, ne? Ja, ampak to so plačana vojska, ker predsednik Bašir ne zaupa redni vojski, on najema tako imenovane džandžavide po celem Sahelu, tiste, ki ne morejo več se poročiti, ker je premalo dežja, zaradi klimatskih sprememb in premalo trave, zato ne morejo pridelati zadosti drobnice, ki bi jo zamenjali za reproduktivno sposobnost deklet, se pravi, ti dečki so brez spolnosti in tam nekdo vpije v Sudanu, pridite sem, tle lahko vsako črno žensko posilite in lahko vzamete vojni plen in lahko se naselite na njihovi zemlji. Sam pridite vsi, ki niste čist črna. Na ta način skušajo spremeniti demografsko strukturo tako v Darfurju, kot v Nubskih gorah, kot v Modrem Nilu. Ta politika je znana, Združeni narodi jo poznajo, ampak ne ukrepajo. Skoraj vse, razen 2, 3
nevladne organizacije, ki nas skrivaj pomagajo, tako kot mi, no, so dvignili roko, pač bojimo se muslimanov, islamisti nam bodo prožili bombe. Taka je svetovna situacija, da pač vsi dvigamo roke. No. Jaz mislim, da je gobavost posledica upadanja telesne obrambne sposobnosti, NUP, ki zaradi te nove vojne od 2011 zgubljajo zaupanje v celo človeštvo. In gobavost se pojavi, kadar so telesa šibka. In tam, glede na lakoto, ki jo snemamo od 2011, prav že 7 let, pa ne uspemo priklicati nobenih od velikih, ne UNICEF-a, ne Caritasa, ne Rdečega križa, nimajo prihodnosti. Mislim, midva sva jih snemala letos prvič gnit, trohnet pri živih telesih. Verjameva pa, to je spet ena moja hipoteza, da je to posledica trohnenja nas ostalih, pa ne teles, ampak naših duš. To se lahko zato dogaja, ker trohnimo duhovno. Človek, s katerim ste prišli na podobno valovno dolžino, je bil Janez Drnovšek. Takrat, ko vas je tudi poslal od svojega odposlanca v Afriko, ampak potem je to preklical zaradi nevarnosti, ki bi vam grozila. To je ena stvar, ki bi jo rad povedal. Druga pa je, tam niso nikoli bili uradne oblasti zadovoljne s tem, da prihaja iz Evrope en čudak, ki non-stop, ki kupuje kamere tam domačinom, da naj snemajo, kar se jim dogaja. Pravite, da to snemanje s kamerami lahko bistveno zmanjša nasilje? Ja, seveda, saj od začetka tudi je, ker so se vsi ti džanžavidi, modžahedini bali, da bodo posnet pri posilstvih, recimo, pri grozodejstvih, ne bom jih opisoval, hujših ni. To so delali Turki pri nas, ne. In ta logika je turška, ne, otomanska, ne, prestrašiti, da se razbežijo ljudje. In potem se polovi deklice za spolne priležnice, fantke pa za janičarje, ne, se jih uporablja potem kot svoje vojake, no. Drnovška je ustavilo pismo Condoleezza Rice, to je bila takrat 2006, ja, neke vrste, ja. Državna sekretarka. Državna sekretarka je bila, ja. Državna sekretarka. V njem je napisala, kaj se vi greste, to s Kitajci v Afriki mi urejamo. Domačini sploh omenjeni niso bili, ki so največji žrtve te tekme, te nove Scramble for Africa, tega novega lopovskega izkoriščanja in iztrebljanja v Afriki. Malo poglejte, kje ste, pa kdo ste. Tako je pisalo v tistem pismu, ki ga je dobilo našo ministrstvo, no? Konkretno Dimitrij Rupel, takratni zunanji minister. V tem pismu govori Ivo Vajgl v tem našem filmu Darfur, vojna za vodo. Seveda, Drnovšek je ostal sama, ne. Vso podporo je izgubil v Evropi, pa tudi doma. Vključil se je, mislim, zato, ker je bil od vseh politikov do danes, ki sem jih jaz srečal, res ozaveščen, res je vedel, da to, kar se dogaja zdaj drugim, se v bistvu nam vsem dogaja. In tisti, ki ne morajo vpiti na pomoč, nas rabijo, da mi kričimo, dokler še lahko, dokler ne bo prepozno, tudi za nas vse ta druge. Če gledate malo geostrateške razmere oziroma to politiko, ki se zdaj dogaja, vidite, da gre zares, pa vedno bolj zares. To, kar se zdaj dogaja, je pravzaprav posledica te brezbrižnosti, na katero vi celo življenje pravzaprav opozarjate, ne? Zgubljamo ta begunski val, vse to, Afrika beži, ne? Afrika beži, niti ne vejo, kam bežijo, ampak sam vejo, kam bežijo. Za življenje. Bežijo tja, kjer so jim vzeli, zato ker računajo, da bodo dobili nekaj nazaj, kar jim je bilo vzeto, ne? Kolonialne sile evropske. V Evropski uniji danes to ni spodobno govoriti, mi smo da skupaj, pa pozabimo preteklost. Sam ne, jaz pa mislim, da ni za pozabiti nič, kar se je dogajalo, zato ker te sedanjosti ne moramo drugače razumeti. Afrika ni bila taka pred 100 leti, kot je danes, tako izropana, tako
O tem je pisal čudovito Basil Davidson, britanski zgodovinar, ki je med drugim tudi prepričal Churchilla, da naj podpre Tita. To smo pozabili Slovenci, cela Jugoslavija je to pozabila. Basil Davidson je naredil serijo edukativnih filmov, preden je umrl, pri 93 letih, v katerem je predstavil genij Afrike. Mi še danes gledamo na Afričane kot na manj vredne in noben film, nobena knjiga več ne uspe to, kar je takrat v 70 letih dosegel recimo ravno Basil Davidson. On je bil agent Churchilla na partizanskih osvobojenih ozemljih. No. In zanimivo je, da se je po tej vojni, potem drugi svetovni, toliko potrudil in naredil to serijo izobraževalnih filmov, ki, če enkrat pogledaš 8 nadaljevanj, te popolnoma prepričajo, da mi nismo nič več in da nimamo nič več, kar imajo recimo bonobi. Prav tako. Ne. Mi se lahko učimo od živali in lahko se učimo od Afričanov. Jaz mislim, da se pa še posebno lahko učimo od Nubov, ki so ostanek nekdanjega velikega cesarstva, ki je 1000 let pred našim štetjem še enkrat že vladalo celotni dolini Nila. Kleopatra je bila črna, mi jo upodabljamo, da je bila bela. Mi ne priznamo, da je Egipt v Afriki. Mi ne priznamo, da so stvorili to cesarstvo, ki ga hodimo občudovati kot turisti, tako Afričani kot ljudje Bližnjega vzhoda in da je v bistvu naša civilizacija afriška. Se skozi smo pa prišli. To se ne verjame, če to je očitno. Del tega ste, Tomo, videli tudi med ameriškimi indijanci, pa med aboriđini. Ja. Podobne pri vseh podjarmenih probleme, na katere ti ljudje preprosto ne zmorejo opozoriti, ker se jih ne sliši, ker nimajo teh sodobnih komunikacijskih sredstev in ker nimajo tudi ambicij, da bi komorkoli kaj jemali, oni bi samo radi živeli svoje življenja. Ne? Ja, ampak ne tako, kot mi. Ne. So preponosni, so preveč dostojanstveni, da bi se pustili tako skorumpirati. Povejte, celo življenje ste posvetili tem problemom. Ja, ker sem sam koliko sami pri sebi razmišljate, da vam je uspelo premakniti? Koliko niste en tak Don Quixote, Cervantes je bil genij s tem svojim Don Quixotom. Torej, Don Quixote, ki ve, kaj se dogaja, pa mu nihče ne verjame. Ja, takrat še ne, ki se je boril z mlini na veter. Kasneje potem, vemo, proti čemu se je dejansko boril Don Quixote. Mislim, da smo uspeli vsaj ustaviti grozodejstva. Da je grozodejstev danes v Darfurju in v Nubskih gorah in v Modrem Nilu, kjer smo razdeljevali kamere od leta 2009, manj. Ne upajo več početi takih strahot. Zdaj so lokalni ljudje usposobljeni in snemajo in to pošiljajo organizacijam in saj teme ni, v kateri bi lahko zlodej delal. Vprašanje, kaj mislite o teh humanitarnih organizacijah, ki jih je poln, cel svet jih je poln, UNICEF, Rdeči križ, Caritas. Kakšno je vaše intimno mnenje o vsem tem? Dobro, naravnost. Jaz mislim, da živijo od vojn. V Lokičokijo, na meji med Kenijo in Sudanom, odkudar smo vozili, celo človeštvo je takrat vozilo leta 1998, hrano v Južni Sudan in odmetavalo iz avionov recimo tisto leto za $2 milijarde. To je bila največja humanitarna akcija vseh časov. Vse to je bilo pod okriljem UNICEF-a. V enem stranišču humanitarnih delavcev OZN, tam sem jaz najdel eno molitev v stranišču napisano, daj Bog, da bi ta vojna čim dalj časa trajala. Kdo je pisal to? Ja, nekdo je imel navdih. Zakaj je to napisal? Zato, ker kot lokalni človek je živel te vojne. Zato, tam je bil turizem, mislim reči dobesedno. Tam so bili bazeni takrat, tam so bile prostitutke, tam je cvetela pedofilija,
tam so ljudje veliko zaslužili, a ne, v tem noter. A ne. V bistvu vsi v tej industriji nekaj zaslužijo. Ne. In zato se včasih bojim, da smo kanibali, no, da smo dodožerci, da smo veliko slabši od šimpanzov in da niti približno do kolen še nismo bonobom. Zdaj vas bom pa nekaj vprašal. Ko greste po Sloveniji, verjetno se vam ni edini fokus življenja, cel svet, tudi Slovenija je vaša vendarle domovina. A najdete kakega človeka, za katerega lahko rečete, evo, ta je pa moj nub. Seveda, seveda. Moj nub Slovenec. Seveda, povsod. Dober, pošten, elementaren človek. Koliko ljudi se trudi, koliko ljudi se zaveda. To vidite, da je internet omogočil, da se slišimo, da se povezujemo mimo medijev, recimo. Seveda, absolutno. Jaz imam toliko prijateljev in toliko tudi v sami žlahti svoji in tudi med sosedi, recimo ljudi, ki nas razumejo, ki vejo, zakaj gre. Ne. Tisti, ki ne razumejo več tega, so politiki. Ne. So veliki biznis. Ampak tudi politiki so veliki kapital. Oprostite, ampak tudi politiki so iz nas izšli. Zdaj, kako dokler so ni prišli? Dokler ni pri koritu, potem je pod kontrolo. On je pod kontrolo. Jaz lahko govorim vse, kar hočem. Jaz se ne bojim. To je kaj? Je to teorija zarote po vašem? Pod kontrolo? Kdo je ta veliki brat, ki jih drži pod kapital? Strah za udobje in strah za varnost, ki je pa samo navidezna. To je iluzija. Ne? Dobro, gledaj, midva smo zdaj že v enih takih letih, ko kaj dosti več ne pričakujeva od vsega skupaj. A mislite, da bo doživela neko to možgansko kaj v glavi spreobrnitev v tem ljudstvu, v tem plemenu, ki se mu pravi Slovenci? Tako kot je prej Bojana rekla, upanje umre zadnje. Ne. Upanje ne more umreti, ne. Čisto pošten. Ne. Zdaj, da greva na čisto aktualno stvar, to je to, kar zdaj gledate, kako prihajale so, da se je to ustavilo na žico Orbanov ali pa s čim drugim, te trume beguncev iz Afrike v glavnem. Ljudje pozabljamo, da so tudi naši starši, pa stari starši, nekoč tako nekam prišli in so jih sprejeli. Ravno danes sem nekje slišal, da je v Kraljevu bil vsak 10. prebivalec Slovenec. Takrat med drugo svetovno vojno, ko so pobegnili tja. Vidite, kako smo bili sprejeti mi takrat. Ne. Pa so bili pravoslavci, mi pa ne. Vidite, no, to me skrbi. No. To me skrbi, da se sočutje izgublja. Konfucij je rekel, če smo prisiljeni nekaj delati iz strahu, potem se sočutje izgublja. In mislim, da je to ta konflikt, ki se zdaj dogaja. Se bi večinoma ljudi, s katerimi jaz govorim v Sloveniji, zelo redki so, malo je takih, ki pravijo, da je gune dol, je treba z atomsko bombo pobiti, pa se mu rešili. Ne. Zelo malo je takih. So pa? So pa tudi, ja. Seveda, tudi ta alternativa je, tudi take teorije zarot so, da je treba 3/4 človeštva pobiti, ker robotizirani svet, kakršen zdaj nastaja, ne rabi več fizičnih sužnjev. Rabimo samo še minerali, zato smo vsi v Afriki. In rabimo pač nekaj strokovnjakov, drugo bodo pa roboti delali. Mene skrbi, da obstoja nekaj, kar je treba analizirati in pokazati s prstom. Jaz bom to poskušal v naslednji knjigi, ki bo imela naslov Upri se sebi. Upri se samemu sebi. Ne poziva druge, da se uprejo. Zdaj so prišla do začetka tega najnega pogovora, da pravzaprav ni problem v tisti Afriki, ni problem v velesilah, ampak problem je v nas samih. Ker še nismo prilagojeni na te dane razmere. Ampak v preteklosti je človeštvo zmeraj najdlo neko rešitev. Pa tudi takrat, ko nas je bilo enih 65 samo, en trop ljudi samo še bil, če je to za verjeti pač antropologom in sociologom, in da v nekih časih, da nas je skoraj
odneslo, da smo končali kot vrsta. Da smo se rešili. In takrat so ti ljudje verjetno čutili tako stisko, kot jo mi zdaj čutimo. Mi smo tudi na robu nečesa, ki bi lahko bilo podobno tistim razmeram. Mi lahko kot človeštvo izginemo. In jaz verjamem, da nas bo ravno ta stiska, ne strah, ampak ta tesnoba, to, da je treba nekaj narediti, pa vendarle prisilila, da bomo obstali, ker ta nagon po ohraniti pa tudi imamo. Če jo imajo vse živali, lejte, zakaj mi ne bi imeli. Še rastline imajo to. Še minerali, jaz mislim, še kamen noče zginiti. S tem lahko končava ta pogovor. Hvala lepa, Tomo Križnar. Hvala za priložnost to povedati.